Dober večer in lepo pozdravljeni, dragi gledalci, spoštovane gledalke iz studija VTV vaše televizije Velenje. Župan z vami oddaja aktualna in zanimiva, v kateri bomo preverili, kaj se aktualnega dogaja v občini Podčetrtek. Pred časom so praznovali tudi občinski praznik in o investicijah in o načrtih vnaprej bo spregovoril tudi današnji gost, župan občine Podčetrtek Peter Misja. Dober večer in lepo pozdravljeni. Dober večer, lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem, posebej pa seveda našim občankam in občanom. Vsak župan je najbolj ponosen na svoj kraj, na svojo občino, tudi vi. Jaz sem pred časom šla po dolgem času v vaše kraje in sem rekla, da sem tako navdušena, kako lepo ste poskrbeli res za pravi utrip vaše občine. Lepi kraj, lepo urejeni. Ja, gledajte, mi se trudimo na tem področju res vrsto let. Občina Podčetrtek je sicer, lahko rečem, nastala šele leta 1994, ampak že prej se je skrbelo za okolje. Nekateri se prav gotovo spomnijo, da smo imeli enega posebnega ravnatelja v osnovni šoli Podčetrtek, ki je res skrbel za marsikatero stvar, predvsem je pa skrbel za to, da so se pač ljudje vzgajali oziroma otroci vzgajali ene take prave ljudi, ki so skrbeli tudi za čistočo in ki pravzaprav niso hoteli videti dobenega papirčka, dobene smeti ob cesti, in to ohranjamo tudi mi. No, sedaj je tega bistveno več, gre tudi za košnje, za ureditev zelenic in vsega ostalega. Ne nazadnje 60 kvadratnih kilometrov dobrih je velika občina, pravzaprav je prepletena po celoti z pločniki, kolesarskimi stezami in pa drugo infrastrukturo, in ob tem je pač potrebno tudi veliko dela. Lahko povem, da imamo režijski obrat, kjer je zaposlen samo eden, in potem nekaj z javnimi deli opravimo, večina del pa opravimo sami. To pomeni, da tudi zelenice in vse ostalo urejamo sami v okviru tega obrata, kjer so 3 do 4 pač ljudje iz javnih del. Poleg tega pa še poskrbimo za dvorano in vse ostalo. Jaz sem ponosen na to, da je pač naši kraji so dobili tudi ogromno priznanj, so med najbolj urejenimi v Evropi. To mislim, da ni v Evropi situacije, da v eni taki majhni občini 2 kraja, pri nam Olimje in Podčetrtek. Olimje 2009, Podčetrtek 2013 dobil priznanje Tentel-Ural, zlato priznanje za najbolj urejen kraj. Smo nosilci zlatega znaka Green Destination. Tudi vidim, da smo z včerajšnjim zaključenim glasovanjem Turistične zveze Slovenije, spletnim glasovanjem, tudi dobili največ glasov. Skratka, to tudi ljudje vidijo, tako kot ste vi videli, ljudje vidijo. No in pa k temu moramo dodati to, kar se mi zdi najbolj bistveno, da imamo izredno razumljive občanke in občane za turizem, veliko prijaznih ljudi, in to, ko da skupaj, pač je tudi, lahko rečem, ena priložnost večja še za turizem. To pa je tudi tista najbolj pomembna pohvala, recimo, da ljudje, ki prihajajo iz drugih koncev naše lepe Slovenije, pa tudi turisti iz drugih držav, vidijo to vašo lepoto. Ja, res je. In tudi znajo pohvaliti, znajo povedati, znajo napisati. In če izzamem ta priznanja, ki sem jih prej omenil, to, kar mnogi ljudje, ki prihajajo k nam, povedo, pravzaprav laska in nas navduhuje, tako da delamo še boljše. Sam imam veliko nekih spontanih prijateljev, ki so v bistvu gostje, ki prihajajo v terme, posebej nemško govoreči oziroma Avstrijci, izredno radi pridejo k meni v pisarno na kak šnops ali pa da na par debate, počakajo me celo, da jim razložim, kje je kaj novega. In pa tudi naši domači ljudje, izredno veliko ljudi, ki pride k nam, pohvali, kaj se vse naredilo. Sam sploh nimam takega občutka. Lahko pa en občutek zdaj takoj že v uvodu povem. Pred kratkim sem nekoga vprašal, ki se je preselil iz Celja v našo občino, pa sem rekel, pa dobro, da si šel iz Celja na neko podeželje, pa je povedal, imate odlično šolo, predšolsko vzgojo, imate zdravnika, imate pediatra, imate neomejeno kolesarski stez, po celi občini greš po pločniku, ne vem, kaj je vse našteval, skratka, ogromno stvari, ki so vplivajo na kvaliteto življenja in za katere pač tudi ljudje, ki pridejo k nam, jih tudi opazijo. Ponavadi ljudje znamo samo grajati, težko pa izreči kakšno pohvalo. Vi ste rekli, da dobite veliko teh pohval, da vam tudi ljudje napišejo kakšno pismo, kakšen mail, da vas pokličejo. Ja, res je.
bom rekel, da zelo malo graj je. Ne? Graje so mogoče pa kakšne takšne neutemeljene ravno pri kakšnem od naših občanov. Predvsem bolj opažam tisti, ki se pa res odkdaj preseli, pa bi tako imel vse najboljše, pa tudi to ni možno. Mi imamo naprimer 180 km cest in tega treba je vzdrževati, ampak na koncu pa je, lahko rečem, pohval izredno veliko, tako kot ste rekli, tako z naših občanov, tako s tistimi, ki prihajajo, in pravzaprav moramo pozitivno vzeti, tako da jaz vzamem bolj tisto, kar se pohvali, vzamem pa tudi tisto, kar se pograja, če je objektivno, in to poskušam tudi rešiti. In tudi, če se človek, recimo, ki pošlje kakšno pismo, podpiše, reče, recimo, Franc, od tu pišem, moti me to, a lahko to pa to uredite? To je veliko boljše. Sicer nimamo veliko anonimk, nekako je naročeno mojem tistim, ki prejemajo pošto, da anonimke samo spravijo, jih ne rabim jaz videti, zato ker bi jih vrgel v koš, ker anonimk jaz ne berem. Ti se moraš pač povedati, kdo si, zakaj si, in taka zadeve se tudi ustrezno obravnavajo. Kultura posameznika, ne? Tako. Če poveva zdaj našim gledalkam in gledalcem, kje točno leži občina Podčetrtek, na katera občine mi, saj mi poznamo vaš kraj, ampak vseeno. No, občina Podčetrtek je obmejna občina, je se pravi ob reki Sotli, imamo kar precej meje, se pravi mejimo na drugo stran, na občino Zagorsko Selo in Hum na Sotli, na tej strani pa Rogaška Slatina, Šentjur, Kozje in Bistrica ob Sotli. Občina Podčetrtek je bila nekoč celo večja občina, ker je imela še Bistrico ob Sotli. Leta 1998 je šla Bistrica za sebe. Skratka, smo na Kozjanskem, nekoč nerazvitem, danes pa zelo. Kozjansko pa zelo lepi kraji, je treba priznati, ne? Tako, Obsotelje in Kozjansko se kraji izredno dobro razvili. V zadnjih letih posebej, lahko rečem, tu ne govorim samo o občini Podčetrtek, ampak lahko pravzaprav vse občine Obsotelja in Kozjanskega omenim, vse dobro delajo in lahko rečem, da tudi razvoj na celotnem področju je zelo dober. Kakšno je sodelovanje z ostalimi vašimi občinami? Sodelovanje je dobro, lahko rečem, da včasih je bilo celo na nekaterih segmentih boljše. Danes svet se zelo hitro vrti in ko se svet hitro vrti, se pozabi na neke tiste osnovne vrline, ki smo jih mogoče nekoč imeli, ampak sam pa ohranjam še vedno te stike, da imamo vsaj enkrat na leto v Podčetrtku pri meni tudi na Ribniku kakšno srečanje. Teh bi morali imeti po moje oceni župani in občani in vsi veliko več, ker pristni pogovor veliko več pomeni, ko samo maili pa ostala pošta. Obmejna občina ste omenili, torej sodelovanje s Hrvaško. Imate še srečanja? Izredno veliko in dobro sodelujemo s Hrvaško, tako da mi gremo tudi k njim na prireditve, oni k nam, ampak ta srečanja, ki so pa bila, zdaj tradicionalno, tako v Bistrici ob Sotli je bila srečanje na mostu, kot tudi pri nam, pri njih 1. maja, pri nam v septembru, to pa pač zdaj zaradi ukrepov odpade. Verjamem pa, da takoj, ko se bo sprostilo, da bodo ta srečanja potem tekla tudi nemoteno. Če so ravno pri mejah, kakšne so kje čakalne dobe, kako je poskrbljeno za prehod mej? Ja, čakalne dobe so bile čez poletje povsod kar dolge, tako da zdaj smo tudi mi te manjše prehode se zelo veliko uporabljalo, govorim imenem naše, v naši občini so 3 imeno Sedlarjevo in Podčetrtek in tudi te prehodi so se izredno veliko uporabljali, tako da včasih, kako jutro, sem bil kar presenečen, kot celo nismo mogli na cesto iz svoje stranske ceste, toliko avtobloki so pa še nadaljevali v Bistrici ob Sotli, Brežice in tako dalje. Po drugi strani pa še bolje pa presenečalo to, da je bila dolga kolona od naprimer mejnega prehoda imeno. Je to zdaj urejeno? To je urejeno, se zdaj tudi gostov ni več toliko, ki bi šli na Hrvaško, tako da zadeva normalno teče. Zelo aktualna tema v tem času, cepljenje, precepljenost, kako je pri vas v Podčetrtku? No, mi smo, moram reči, priznati, da smo v spodnjem delu precepljenosti dobrih 40%. Jaz mislim, da bi morali še veliko več narediti, sam kaj več ko osveščati ne znam. Povem pa vedno, jaz sem po poklicu, kot vejo vsi, inštruktor, strojevodi, obvladam lokomotive, železnico in ostalo, zdravstvene stroke ne obvladam in če je zdravstvena stroka nekaj povedala, je prav gotovo to treba spoštovati. Drugače bomo
imeli probleme in že imamo probleme. Pred prihodom v ta studio me klical nekdo, ki ima starša v celjski bolnici, pa rekel, če lahko pomagam. Ampak ravno tak, ki me je prej govoril, da ni potrebno se cepiti in tako dalje. Skratka, so problemi zdaj na tem področju in verjamem, da bojo ljudje spoznali, da je treba to zadevo čim hitreje rešiti, da bomo dobro preživeli. Je pa drugo vprašljivo včasih, to sem pa tudi že večkrat povedal, kako to skomunicirati. Zmeraj nismo vešči tega komuniciranja. Predvsem lahko rečem, da na državni ravni bi se dalo še po moje oceni drugače skomunicirati, drugače reči kakšno stvar, pa bi morda nekateri ljudje razumeli, čeprav nekateri tako in tako nikoli nič ne razumejo. Opravljate še hitro testiranje? Hitro testiranje, normalno, in pa tudi seveda imamo vsake toliko časa cepljenje v naši zdravstveni postaji, tako da mi ne gremo po gasilskih domovih, ker je nepotrebno, imamo tam zdravnika, vsakih 14 dni približno cepljenje, ki ga zagotavljamo skupaj z zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah. Tudi na vaši spletni strani potem pišejo ti podatke, kdaj je možno cepljenje? Seveda, na spletni strani obveščamo pa tudi po domovih, tako da pošiljamo letaka. Neurje v letošnjem poletju je marsikje po naši lepi Sloveniji naredilo veliko škode. Kako je bilo pri vas? No, mi imamo vsako leto kar precej smole s temi neurji, predvsem zaradi tega, ker imamo neko območje Viršten, Olimje, pa še kakšen del izredno plazovit, in takrat, ko pride do manjših, malo večjih neurij, imamo probleme z plazovi, ki smo jih pa te uspešno kar nekaj sanirali, morda pol povem. Drugače pa tisto klasično pa ni bilo letos, da bi uničevalo pridelke, razen spomladanska pozeba, tako da mislim, da vinograda bo kar dobra trgatev. Lahko povem, da vse, kar se zgodi med leti, v vseh letih smo tudi uspešno sanirali, tako da vsako leto damo kar precej denarja tudi v tako zvane plazove oziroma zdrse oziroma osade. Tudi se pravi od lanskega na letošnje leto smo izredno veliko naredili na tem področju. Lahko omenim kar nekaj tega, predvsem Črna Mlaka ali, če rečemo, povezava Olimje-Viršten, pa po drugi strani zdaj Amon. Trenutno smo v Zgornjem Virštenju pri Herbaliji. Še eno zadevo bomo morali v Virštenju posanirati, smo pa v Olimju tudi še en manjši plaz posanirali, pa v Veračah, skratka tu lahko rečem izredno veliko. No, tukaj nam dobro sledi tudi država, tako da vsako leto imamo vsaj 2-3 projekte odobrene z Ministrstva za okolje in prostor, ki so sofinancirani. Sproti pa delamo projektno dokumentacijo, tako da večina teh plazov smo res, lahko rečem, uredili. Se pravi, precej plazov v vaši občini letno? Precej, ne bi nič lagal, če bi rekel, da smo jih, kar sem slabih 16 let, 17 sam župan, da smo jih blizu 200 sanirali. To se pravi, da je izredno veliko, ampak po moji oceni smo pa zdaj prišli do tega, da imamo v glavnem vse zadeve večje urejene, pod streho, morda 1-2, še neka manjša zadeva, in s tem lahko rečem, da bomo imeli bistveno manj problemov v naslednjih letih. Ne? Se pravi, tukaj občina pomaga? Ne, da sem pomaga, celoti izveda. Če govorimo o plazovih na naši infrastrukturi, ko pa govorimo o plazovih na kmetijskih površinah, pa imamo vsako leto razpis, ki moram reči, da se tudi dobro koristi, in tukaj dobijo pač kmetje oziroma stanovalci sofinancirano, se pravi, obnovo ali pa ureditev plazišča. Se pravi, recimo letno, če zdaj pogledamo ta nivo delovanja, pride do kakšnih neurij, toče, plazov, se potem občani lahko prijavijo na te vaše razpise za pomoč? Seveda, mi imamo vsako leto tečejo ti razpisi in lahko rečem, da vsako leto se tudi v celoti izkoristijo. Imeli ste zdaj septembra tudi 18. redno sejo občinskega sveta. Kaj ste obravnavali? Kakšne pomembne točke? Precej hitri ste vedno na sejah. No, po nekih pomembnih, to so vse pomembne točke, to moramo povedati, ampak nekaj posebnega ni bilo. Posebno je bilo to, da smo predali zemljišče, ki je vlasti občine Podčetrtek skupaj z projektno dokumentacijo domu starejših za izgradnjo novega doma starejših oziroma enote v Podčetrtku. Potem glavna točka je bila pa sprejem nagrajencev za letošnje leto.
Kako vam uspe potem dobro sodelovanje z občinskim svetom, ko sem omenila malo za hec, pa malo tudi za res hitre so te vaše seje, vedno v dogovoru? Izredno hitre, mislim, nimamo nič kaj dogovorov, ker se nimamo niti caj dogovarjati. Jaz politike, to me tako poznajo tudi v Sloveniji, ne pelam do mene politike, sam sem neodvisen, že zdaj sem, mislim, da 4-krat kandidiral sam kot neodvisen, tako da sploh ni bilo volitve za župana v občini Podčetrtek, ker sem sam kandidiral. Ko končamo volitve, pač rečemo, brcamo na isti gol, ne? To se pa pokaže pol čez leto, da to brcanje čez isti gol pa mandato pač prinese izredno dobre rezultate. Tako da sedemo se skupaj in skupaj delamo za dobrobit občine. Občinska uprava, kakšna je? Koliko imate sodelavcev? Občinska uprava je v bistvu samo 4-članska. Lahko rečem, da zdaj imamo tudi bolniško, je 3-članska. Gre za izredno majhno občinsko upravo že vrsto let, ki pa ponaredi izredno veliko. Nenazadnje pri nas teče izredno veliko projektov, pripravlja se izredno veliko projektnih dokumentacij, v kateri tudi mora sodelovati občinska uprava, mora narediti tudi tekoče zadeve, ki se tičejo same občine. In pa predvsem, lahko rečem, tudi komunikacijo z občani. Peter Misja, župan občine Podčetrtek, vi ste zelo hiperaktivni župan, ne? Se mi zdi, da skoraj nimate prostega časa oziroma si ga redko kdaj vzamete, ker delate od jutra do večera. Poleg tega, da ste župan, katere funkcije še imate pomembnejše? Teh funkcij je kar nekaj. No, dolga leta sem bil predsednik Turistične zveze Slovenije, to, kar je znano, zdaj sem podpredsednik Turistične zveze Slovenije. Že vrsto let sem se pravi predsedstvu Skupnosti občin Slovenije, trenutno sem predsednik Skupnosti občin Slovenije, vrsto let sem bil tudi predsednik gasilcev, pa trener, pa košarkarski klub, skratka, ogromno funkcij sem imel v življenju, no, na državnem nivoju, pa tako kot sem rekel, sem pa vpet v turizem, izredno veliko, tudi predsednik odbora za turizem pri Skupnosti občin, mislim, da že 12-13 let, veliko zakonov smo v tem času uredili in uspešno speljali, tako da lahko rečem, da to so pač funkcije, ki mi dodatno delajo možnosti, da bolj aktivno preživim svoje življenje. Ampak odkar ste župan, ste na nek način zelo dobro povezali vse občane in občanke. Dihate kot en človek. Izredno dobro smo se povezali, začeli smo skupaj komunicirati, no, en rek, ki sem ga že uporabil, brcanje na isti gol, je pravzaprav neka stvar, ki se dogaja pri nas redno. Ljudje smo se nekako od leta 2005, ko sem ratal župan, nekako smo se zmenili, da delamo skupaj. Povezali smo v prvi vrsti zdaj, ker imamo veliko turizma, turizem, glavno destinacijo Terme Olimia, ostale destinacije povezali smo krajevne skupnosti, društva in ljudi in lahko rečem, da danes res uspešno skupaj nastopamo kot enotni v svoji občini. Veliko pozornosti date seveda čistemu okolju, čistilna naprava je tukaj kaj novega, koliko populacijskih enot? No, mi imamo 5 čistilnih naprav, ne, od tega 4, ki so bolj nove, se pravi v Imenem, imamo potem v Sedlarjevo, Olimje in pa v Pristavi, kjer je tudi zbirni center. Tole čistilno napravo, ki jo vidite tukaj, je stara, to je Podčetrtek, je stara že 30 let ali pa malo manj, je amortizirana, je bila narejena za dobrih 2000 enot policijskih enot. Mi sedaj res z rastjo samega kraja in tudi vsega, kar se dogaja v termah Olimija, smo prišli do tega, da moramo zgraditi novo čistilno napravo. Nekako smo tudi pridobili sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v vrednosti dobrega 1 800 000 ali pa 1 840 000. Zagotovili smo sredstva v vrednosti približno 2 300 000, to se pravi, da smo 400 sami dodali. No, zdaj na razpisu smo dobili najugodnejšega ponudnika 2 100 000. Zdaj, če bo vse teklo tako, kot mi računamo, bomo imeli v kratkem pač dobili izvajalca, da to čistilno napravo izvede. In s tem bomo omogočili res dober razvoj občine Podčetrtek, predvsem pa kraja Podčetrtek in teh zraven krajev, kajti mi mislimo tudi tukaj priključiti še na to čistilno napravo, se pravi Sveto Emo.
To se pravi, to je pa mala čistilna naprava, ki imamo na Sveti Emi, tako da bi pol ta del tekel v Podčetrtek. Poleg tega pa želimo še neke odcepe narediti in s tem lahko rečem, da ko bomo imeli 5000 enot čistilno napravo, bomo zagotovili vse potrebe Podčetrtka. Ljudje pa tudi veseli. Ljudje pa tudi veseli, čeprav moramo povedati, da čistilna naprava pa kanalizacija, pa te vode, ki so skriti, malo kdo opazi, da so se naredili. Mi tudi v tem trenutku začenjamo izgradnjo še enega dela kanalizacije v Olimju, kjer bomo pač še povezali en del Olimja, ki še ni povezan, ampak kratko in jedrnato, vodovod, kanalizacija, to se zdi, da je samoumevno, pa ni čisto samoumevno, je treba kar veliko narediti, da do tega prideš. Zanimivost tega je, ko smo iskali včasih služnosti, najbolj takoj ljudje optiko dajo za vse, vodovod pa ni tako več pomembno. Tako da pač čist drugi trendi se danes pojavljajo. In v teh letih, kar sem župan, mislim, da smo spisali najmanj 2500 pogodb, ki se tičejo cest, služnosti za kanalizacije, vodovode in vse ostalo, in pač nismo to nič plačevali. Mi damo samo nadomestila za kolesarske steze, to plačujemo, ceste in ostalo pa ne plačujemo. Čeprav imamo včasih kakšne odvetnike tudi, ki bi si želeli, da bi mi plačali, ampak trenutno teče tako, kot je treba, in mislim, da bi bilo tako treba tudi urediti na ravni države. No, ravno to sem želela povprašati. Ljudje sodelujejo zdaj recimo pri cestah, ko se urejajo, pa pri kanalizaciji, javni razsvetljavi. Rekli ste, nekaj teh odvetnikov konec koncev se potem pojavi. Ja, ljudje zelo sodelujejo in lahko rečem, da večina jih razume, da moramo nekaj narediti. Zgodi se pa tudi kak primer, ki jo pač ne razume človek, ko bi nekaj po svoje naredil, to pa seveda ne moramo pustiti, smo le neka resna občina, resna inštitucija in takrat pač pride do kakšnih drugačnih pogovorov, ampak na koncu smo vse rešili v prid občine. No, tudi na območju vaše občine se je poleti pojavilo nelegalno odloženo blato iz neke čistilne naprave. A ste ugotovili, kdo, kje, kaj, zakaj? Mi smo ugotovili vse, samo država še ni menda ugotovila vsega, ampak mi smo ugotovili vse, v bistvu gre za zasebno zemljišče, kjer je nekdo pripeljal, verjetno, da je možnost, da je lastnik vedel ali ni vedel, to niti ni moja dolžnost, da ugotavljam. Mi smo ugotovili, da to blato leži, opozorili smo ustrezne inštitucije, povedali so nam, da nismo stranka v postopku, zato nismo niti vztrajali, da mi kaj naredimo, čeprav bi verjetno lahko mi bistveno hitreje naredili, kot je zdaj, ker mislim, da še to blato ni bilo odpeljano, je samo pokrito. Zelo lepo vas skrbite tudi za starejše, predvsem ste veseli odločitve Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ja, mi imamo že dislocirano enoto, mislim, da od leta 2012 v Podčetrtku za 20 ljudi tukaj biva. Sedaj pa smo vse skozi planirali, da bi to malo povečali, ker vemo, da je to na pragu rentabilnosti, to je nad zdravstvenim domom. Mi smo projektno dokumentacijo, mislim, da že 2 leta nazaj nekako začeli z idejno zasnovo pripravljati. No, lani smo dobili gradbeno dovoljenje, pripravili vse, da bi prišlo do izgradnje tega doma, še se pravi dodatnega za 30 postelj. No, potem je nekaj časa, nismo nekako bili čisto v ožjem izboru, no zdaj pa upam, da smo, po moji oceni bo danes tudi objavljen že, ali je pa že bil danes jutri objavljen razpis za izvajalca oziroma za projektiranje. Verjamem, da se bo za to našel denar in da bomo to zadevo nekje tako, kot je planirano, do leta 2023 dobili. Seveda pa zdaj ni treba nič narediti, ker se pravi, mi imamo dislocirano enoto, imamo ta objekt, ki ga lahko uporabimo tudi še za kaj drugega, če slučajno se ne bi zgodilo, da bi prišlo do izgradnje doma starejših, ampak jaz verjamem, da bo ministrstvo to uredilo do leta 2023, tako kot je nekako planirano. Je veliko starejših nad 70 let v vaši občini in potem ob koncu leta pripravite kakšne posebne sprejeme? Vedno. Ampak to ne samo do teh nad 70, imamo aktivne društvo upokojencev, vedno v decembru mesecu sem imel skupna srečanja za vsa društva, za vse upokojence. Upokojenci pa veste, kakvi so. No? Jaz sem tudi že bil upokojenec, pa sem bistveno mlajši, glede na to, da sem imel beneficirano delovno dobo v svoji službi. Tako da imamo letna srečanja, imamo več srečanj, velikokrat se srečam s starejšimi
starejši so pa le ljudje, ki so nekaj preživeli v svojem življenju in znajo dati tudi pametne poduke in jih je treba tudi poslušati. Ne nazadnje pa tudi obletnice, ki so razne, tudi, če je normalno, tudi se velikokrat teh obletnic udeležim in lahko rečem, da dva društva sta upokojencev Podčetrtek in Pristava, da z njimi aktivno sodelujemo. A imate podatke, zdaj tale čas koronavirusa je povzročil veliko stiske pri starejših, se obračajo na vas, pa ne samo za finančno pomoč, tudi za kakšno lepo besedo, kako je poskrbljeno za to? No, gledajte, finančna pomoč po moji oceni niti ni bila tako problematična, saj je tudi država kar nekaj poskrbela za nekatere stvari, pa tudi ni bilo tako aktivnega življenja. Je pa seveda res, da stiske so pri starejših, sploh tistih, ki so sami. Mi imamo pomoč na domu sicer, tako da nekdo pride, tja pa se lahko malo pogovori, pa malo pospravi, ampak nekaterim je pa treba tudi osebno iti. Jaz sam poskušam kar veliko biti na terenu, tudi z kakšnim starejšim, kako besedo spregovoriti, kako kozarec piti in lahko rečem, da tu gre res za veliko zadovoljstvo. Ampak še enkrat bi rekel, imamo izredno dobro pomoč na domu, ki izvaja podjetje Senior. Sicer to veliko stane, tudi občino, ne samo občino Podčetrtek, tudi ostale občine veliko stane, ko pride za uro, dve, počistijo, malo uredijo, vendar po moji oceni se ravno ta pomoč na domu izredno splača, s tem nimamo take obremenitve pri domovih starejših, človek ostane doma in je še zmeraj v pristnem okolju. Veliko investicij namenjate tudi za ceste, se pravi Podčetrtek Golobinjek, če izpostaviva to cesto, lepo ste uredili zdaj v letošnjem letu? Ja, cest je pa veliko, tako da to bi pa res mogoče bila lahko cela oddaja, če bi hoteli naštevati, ampak govorimo o Golobinjek Virštan, ta je bila tudi že v lanskem letu prva 2 kilometra narejena, lahko rečem, to je direkcija za ceste naredila, hitro je prišlo do neke odločitve, mi pa takoj zraven smo se odločili, da podaljšamo tudi kolesarsko stezo med podjetjem Marija in Virštanjem, tako da smo zaključili celotno kolesarsko stezo. No, v letošnjem letu pa še toliko bolj sem bil vesel, ko so pa nam tudi začeli urejati cesto med Golobinjekom in tem odsekom, ki je bil lani narejen, tako da zdaj v bistvu gre za 4 km obnove, pa še vmes je bilo na 2 km, tako da je blizu 6 km med Golobinjekom in mejo z občino Kozje oziroma z Dobležičami je narejena cesta, kolesarska steza. No, tukaj pa je tudi prišlo še do izgradnje obvozne ceste pri tem centru, o katerem smo že malo govorili, oziroma v samem centru Virštanja smo morali narediti obvozno cesto, tako da smo uredili ustrezno dvorišče in imamo zdaj v bistvu novo obvozno cesto za Loko oziroma proti Šentjurju. No, polje pa cest na celotnem področju bilo v tem času narejenih izredno veliko. Če gremo z te strani polja Virštan, kjer je bilo ta narejena, je bilo zraven še narejenih kar nekaj odsekov, tudi zdaj smo ravno končali 250 metrski odsek v Gostinci. Gremo zdaj v Zgornjem Virštanju, delamo plas, ki sem ga omenjal, tudi Herbalija, v nadaljevanju pride potem povezava asfalta spet z odsekom ceste, ki je bil lani narejen, to bo potem kar spet 1 kilometer, potem v polju tudi 1 kilometer ceste skoraj narejenega, pa Virčinem, pa tako naprej. Tako da teh odsekov polkilometrskih, kilometrskih, lahko povem, da je v občini izredno veliko. Vesel sem pa, da smo dobili tudi zdaj en sklep za varovanje šengenske meje, kjer bomo naredili še 1 kilometer približno ceste v Vonarju. To bo pa tudi v roku recimo dobrega pol meseca zaključeno in s tem bomo mi imeli v letošnjem letu zopet približno 5 kilometrov novih občinskih cest. Po drugi strani pa, tako kot smo rekla, direkcija za ceste zopet zraven še nekaj kilometrov. Tu treba še omeniti, da se dela tudi odsek ceste Prelasko-Buče, tudi direkcija za ceste, kjer bo pač urejena cesta, sanirana piloti, kolesarska, blizu 2 milijonov evrov je vreden ta projekt in pa zdaj te dni se začenja tudi fizično izgradnja kolesarske steze med Golobinjekom in Lasničem, tudi blizu 2 milijona evrov, skratka govorimo o velikih zneskih, ampak pri kolesarskih stezah smo mi po moje oceni potem dobili vse povezave, gre povezava do Bistrice, gre povezava tukaj do meja z občino Kozje, se pravi na območju Buč,
Verjetno pa, da bomo v nadaljevanju še predstavili en novi projekt kolesarske steze, ki pa moram videti malo, kako župana iz Šmarja pa Šentjurja dihata, da ne bi sam do meje delali, tako zdaj sam do nekih mej, in sicer gre za kolesarsko stezo med Sodno vasjo, ki je že narejena, pa do, se pravi, pri nam rečemo Roginska gorca oziroma Tinskega v Šmarju. Če bo pravi interes tudi ljudi za zemljišče, pa to bi lahko to naslednjem letu tudi naredili. S tem pa v bistvu imamo mi zaključene kolesarske steze. Ampak župan, če so ceste v občinah urejene, potem so tudi ljudje zadovoljni. Ja, so zadovoljni, no moram povedati, da v letošnjem letu, zato ker sta se dva prepirala med sabo, enega odseka celo nismo mogli narediti 250 metrska, se še oni kar prepirajo, mi pa čakamo, kdaj bi lahko zasfaltirali, ampak to so taki primeri, ki se pojavijo in mi zdi tudi prav, da jih danes omenim, ker tudi včasih ni kakega, ki bi bil zadovoljen, ali pa bi mislil, da kar se z lufta pade, pa ni tako, malo se treba fejst potruditi, potem pa, če se nasprotuješ, da ti nekdo naredi asfalt do tvoje hiše, pa je res vprašljivo včasih. Gre pa za naše dobro življenje v bližnji prihodnosti. Tega se moramo vsi zavedati, ne samo za nekoga, ampak da je to dobro za vse ljudi. Omenili ste kolesarske steze, se pravi povezovanje tudi z ostalimi občinami. Zdaj čakate na odgovor. Kje ste, kako daleč so ti dogovori? Ja, v bistvu jaz ne. Občina Podčetrtek ima vse narejeno, ne. Občina Podčetrtek ima povezavo z Rogaško, z Šmarjem, se pravi, Zelele bodo Bistrico posotili, Koziga dvakrat v Virštanju pa na Bučah, ampak ta sklep pa mislim, da je prišel, to, kar meni, da vi vprašujete, povezava iz Celjem do Rogaške Slatine. Ja. Ta sklep mislim, da je bil v petek dan strani ministra Černača in menim, da bo za ta del tudi v kratkem razpis. Za nas je to zelo aktualno. Jaz se borim za celo Slovenijo že vrsto let za kolesarske steze, še prej, ko sem bil predsednik Turistične zveze, sem se boril, da bi sploh ta koncept prišel kolesarski stez v neki program. No, zdaj pa je in verjamem, da bo ta, ko se bo povezalo pol še on del iz Celja dol proti Rogaški oziroma proti Šmarju, saj ta del za nas, da lahko do Celja prekolesariš, je pa tudi zdaj, lahko rečem, že kar neki nadstandardno. Se pravi, recimo, od Podčetrtka do Celja s kolesom približno koliko? Lahko rečem, da nič kaj velik, 2 ure. 2 uri, ne? Kjer je dober, ne? Ja, za dobro rekreacijo. Kaj pa pravijo turisti, ko pridejo k vam, te kolesarske steze? So navdušeni, ker vemo, ko gledamo te turiste, ki pridejo, ne samo domače, tudi tujce, kolesa obvezna oprema dan danes. Ne, pa tudi mi izposojamo na teh mestih, ne? Ampak lahko rečem, da kolesarstvo ima nek zagon, kolesarstvo je zelo pomembna zadeva in vse se je Slovenija zaveda, tudi gre za izgradnjo toliko kolesarskih stez. Mi smo imeli morda srečo, da smo z evropskimi sredstvi bistveno naprej kot ostali to zgradili, da imamo te povezave zelo dobro narejene in ljudje, ki pa kolesarijo, so pa prezadovoljni. To ne gre samo za klasične kolesarske steze, imamo mi tudi te ozke ceste, pa razne poti, ki vodijo pol vse na stolp, na Rudnici in tako dalje. To je izredno veliko kolesarjev, tako da včasih niti ne moreš verjeti, da je lahko toliko kolesarjev na našem območju. Kot veste, imamo pa mi skupaj z Rogaško izposojevanje koles tudi. Koliko jih imate? Tako da mi imamo 3x7 koles, se pravi 21, tako je, tole se vidi. Skratka, lahko kolo vzameš v občini Podčetrtek, za tem kolesom se pelješ lahko po občini Podčetrtek ali pa greš v sosednjo občino Rogaško, ga celo tam postiš, skratka, to teče izposoja zelo dobro. In največje veselje mi je v ta vikend, ko nisem videl nobenega kolesa in sem poklical direktorja turizma in sem ga vprašal, kje so kolesa, če jih je kdo odpeljal že, da je že fertik sezone, ampak ni bila konec sezone, temveč so ga pravzaprav bili vsa kolesa v uporabi. Se pravi, lep vikend tudi naredi svoje. Tako, lep vikend naredi svoje. Kako pa je z rentanjem teh koles konec koncev, kaj je potrebno, na kakšen način delujejo? Nič kaj posebnega, kartico kupiš na Tico, tu ali tam v Rogaški, potem pa, ali pa pri nam tudi v Termah Olimja. Za to kartico se odkleneš in lepo pelješ, odpelješ kolo, koliko potrebuješ. Cene so zelo nizke, sicer jih točno zdaj ne vem, ker se to spreminja, ampak zelo nizke in večina teh, ki pač nekaj živi
nekaj ima tudi v naši občini, ima letno karto, ne samo tedensko. Pa se poslužujejo teh koles tudi domačini? Zdaj to pa vsi ne, ampak nekaj sem jih že tudi videl, da se poslužujejo, da bi pa rekel, da je kak strašno veliko, pa ne. Vi radi kolesarite, župan? Rad kolesarim, čeprav moram reči, da veliko rajši tečem in grem peš. Sem pa tudi zdaj že v takih letih, da planiram si kupiti eno malo boljše kolo in bom tudi mogoče malo več lahko prekolesaril. Ampak res malo boljše, tako da ne bi sam kolesaril, mi še malo pomaga. Dobro, nismo nič slišali zdaj, kar ste rekli. Ob vsakem občinskem prazniku podate eno oceno večjih investicij, se pravi od minulega do letošnjega občinskega praznika. Kaj ste letos izpostavili? Katere še večje te investicije? Zdaj infrastrukture smo že kar nekaj povedala, drugače pa lahko rečem, da prva zadeva in to najpomembnejše se mi zdi, da smo po nekem konceptu lani kupili grad, kaščo in klavnico, se pravi 3 stavbe. To je bilo spet ne samoumevno, to je bilo izredno veliko problemov. 16 let sem se jaz sam boril, da smo do tega prišli. No, potem smo to mi začeli tudi nekaj delati, ker so nekateri mislili, da bo zdaj to same težave si župan nakopa, pa ni. Tamle v zadnje smo videli, smo podrli kaščo do prvega nadstropja, čeprav je imela sklep ministrstva oziroma inšpektorata, da se podere do konca, pa se ni, no to se zdaj vidno, ker smo ugotovili, da so v notranjosti zelo dobre veljbi. Danes se ljudje zanimajo zelo za to objekt in bodo tudi nekaj z njega naredili, če ne bomo sami. Seveda pa smo zelo aktivno štartali na grad. Na gradu moram povedati, da je bilo cel kup težav. Prvo smo morali grad v bistvu zapreti, nato smo ga kar dobro očistili, ker je bilo ogromno stvari v gradu, okolico očistili. To povem lahko, da smo kar sami, tudi sam sem veliko žagal, pa veliko aktivno sam sodeloval. No, zdaj potem smo pa morali tudi neke projekte pripraviti, kaj bi naredili. Prvo je zadeva bila, da je bilo treba neka drevesa odstraniti, kar se tu tudi malo vidi. To smo naredili skupaj z državnimi gozdovi in pa z vsemi, ki dajajo soglasja. Po nadaljevanju smo pa začeli, se pravi, pripravljali dokumentacijo v smeri sanacije podpornega zidu, morda se bo malo kasneje tudi videlo. Seveda je tu treba tudi urediti ostrešje, odvodnjavanje in pa kar se mi zdi najbolj bistveno pri tem projektu je ta terasa, za katero mi mislimo, da je boljša kot vsak razgledni stolp. Morda se bo to tudi videlo, odkot na teh posnetkih. To želimo urediti in tudi potem, lahko rečem, to zadevo prodajati. Tukaj ne bo kava za evro, bo malo več, zato ker bo pač nek nadstandard pogled po celotnem Kozjanskem, po Hrvaškem. Skratka, izredno daleč se vidi iz te terase. Tako da zdaj trenutno smo pa začeli prva zadeve, ki so najbolj pomembne, ureditev ceste in pa pripeljali smo že, ta trenutek že lahko rečem, na grad elektriko, vodo, optiko in pa kanalizacijo. No, kanalizacije smo v prvi vrsti prvo mislili, da je ne bi naredili, da bi malo čistilno, pol smo ugotovili, da se lahko na tem območju še marsikaj zgodi in smo pravzaprav speljali kanalizacijski sistem celotno do Podčetrtek. Teh inštalacijskih del je bilo izredno veliko, tako da zdaj bo pa v tem sklopu tudi urejena cesta, tako da bomo cesto uredili, da bo tudi lažji dostop. Seveda pa smo okolico grada zdaj že povezali z raznimi gozdnimi cestami, ki so bile na različnih območjih in so pravzaprav zdaj te ceste zelo, zelo dobro urejene. Skratka, na gradu je res nekih veliko del, nazadnje je moralo biti arheološko izkopavanje, tudi Simse so morali pač pregledati in tudi pripraviti, da bomo lahko potem nazaj nekako tako oblikovali strope, ko bodo nove strope. Skratka, veliko stvari se je že postorilo, veliko stvari se pa bo. No, za ta dela, ki so vredna približno 550 tisoč evrov, ki se v gradu izvajajo, smo dobili tudi 200 tisoč evrov sredstev od Ministrstva za kulturo. Seveda bomo zdaj pripravili dokumentacijo. Ravno jutri, ko je vlada pri nas, imam razgovor tudi z ministrom Černačem, kjer me pa zanima, ali je možno tudi kakšna evropska sredstva za takole zadevo dobiti. Če bi bila možna,
bi bili mi zelo veseli, ker bi potem se pa resno lotili te zadeve. Kot ste pa v začetku omenili, pač občina ni nekaj zadolžena, tako da imamo tudi z tega potencial, nekaj še imamo v rezervi in bi se dalo tudi na tem področju nekaj narediti. A je bilo veliko neprespanih noči zaradi tega gradu? Ne, jaz kar dobro spim. Jaz sem jih največ imel neprespanih, ko si še bil v svoji bivši službi vsako četrto, peto noč, drugače pa zelo dobro spim. Bile so pa odločitve, bom rekel, skoraj nenavadne. Prvič v življenju smo imeli 2 zaprte seje na občini. Občinski svet je razumel, dal mi je pooblastila razgovor z Londonom, Srbijo, kjer so bili lastniki. Srečo smo imeli, da smo dobili tudi dobro odvetniško družbo Prajniger iz Šmarja, ki je, bom rekel, tudi zelo dobro nam peljala postopek. In če zdaj rečem, da smo se mi 3 dni lani pred covidom dogovorili, to se pravi 11.12. marec, pa smo pogodbo konec leta podpisali, pol lahko vam povem, koliko nekih papirjev je bilo treba uskladiti, da smo sploh do te pogodbe prišli. Ampak usklajeno je bilo zelo dobro in po drugi strani lahko rečem, da smo celo, ko smo končali pogodbo, oziroma plačali, to je že tak ni tajna, 150 000 evrov, je del sredstev od davkov pripadal nazaj, ker so bili davčni dolgovi, tako da smo lahko rečem zelo po nizki ceni prišli do teh objektov. Nekateri so mislili, da so to težava, kot pa sem povedal, že niso več težava. V koncu letošnjega leta bomo popolnoma drugače gledali na te naše objekte in bomo pravzaprav vse moči napeli, da bi ti objekti tudi bili kmalu nam v korist. In jaz si želim, pa ko si želim ponavadi je, ne. Se pravi, zaključek te investicije, pa kaj se potem obeta? Rekli ste kavarna, lep razgled, najbrž tudi kakšni protokolarni sprejemi, prireditve. Seveda, ampak vse to smisel zaključiti. Jaz si želim, da bi bilo drugo leto septembra slavnostna seja v gradu, da ne bi rekel ob gradu, ker imamo tudi ogromne prireditve v gradu oziroma na terasi našega gradu, tako da menim, da tudi to bomo uspeli. Bo pa tako, kot ste rekli, protokolarni objekt, mogoče kak muzej, nimamo točne zgodbe še, bi jo radi videli, ampak zdaj, da bi delali pa kaj posebnega, kakih sobe, pa to še pa tudi ne mislimo, ker imamo res, moram reči, po celotni občini 2500 ležišč, tako da mi se verjetno s tem ne bi ukvarjali. Je pa veliko možnosti, tudi je znano, da je na gradu so zaščiteni netopirji, 4-5 vrst, med njimi je eden takšen, ki pač, koliko so mi drugi povedali, da ga ni niti v Evropi, tako da tudi iz tega se da verjetno zgodba narediti, ki jo bomo verjetno v nadaljevanju tudi celo morali narediti. Se pravi, posebne atrakcije tudi za turiste. Tako. Nočni grad, bomo rekli. Stanovanjski bloki, kar zrasli so 1, 2, 3, so to namenjeni za najem, za najemnike, za prodajo, za trg? No, stanovanjski bloki so tudi zanimivi zaradi tega, ker so kar nekaj let rasli. Te stanovanjske bloke so bili projektirani, celo 9 takih blokov je bilo v osnovi projektirano pred nekaj leti. No, zdaj se je podjetje Cajze, ki je odkupilo to zemljišče, odločilo za 3. Sam sem sodeloval toliko, da smo se dogovorili s stanovanjskim skladom, da je odkupil en blok, ki ga je tudi zdaj razpisal in verjamem tudi, da je že stanovanja razdelil. 2 bloka, katerih je pa 20 stanovanj, sta bila pa takoj razprodana zasebnikom oziroma občanki in občanom, kar rečem lahko, kar nekaj iz naše občine jih je kupilo, tako da v bistvu z teh 31 stanovanj je prišlo, lahko rečem, zelo prav, ker stanovanj ni nikoli preveč v občini Podčetrtek, zmeraj rastemo s prebivalci, ne glede na to, da res lahko rečem, da izredno veliko se gradi, tudi zasebnih hiš, tudi taka stanovanja pridejo prav. No, da pa sledimo tem trendom, pa morda lahko povem, da smo že parkrat šolo, vrtec in to razširili, no tudi zdaj gradimo prizidek k osnovni šoli Pristava pri Mestinju. Mimogrede, to šolo so mislili leta 2005 prejšnja oblast celo zapreti. Jaz sem pač vztrajal, da šolo naredimo in smo do leta 2006 naredili en prizidek, no zdaj pa že drugi prizidek, zanimivo, in če bo tak naprej, bomo prišli proti 80-90 otrokom v tem skupinah, se govorimo vrtcev in šola,
kar zelo prav pride. Ampak to je važno, da občina sledi in vidi, kaj se dogaja, ne. Mi imamo v letošnjem letu rekordno število vpisanih otrok tako v šolo, kjer jih je 330, kakor vrtcu, kjer jih je 200. Takoj, ko bo tole narejeno, kar smo prej videli, prizidek, takoj bomo imeli še en oddelek, še približno 18-20 otrok zraven. Skratka, gre za rast prebivalcev, rast ljudi in obenem imamo omogočeno vse dobro šolo, dobro predšolsko vzgojo. Ste jih na prvi šolski dan prišli pozdraviti, zaželeti vse dobro v novem šolskem letu? Seveda, tako kot vedno, ne samo zaželeti vse dobro v novem šolskem letu, ampak tudi knjigica je bila za vsakega otroka. Zanimivost mi je pa zmeraj v prvem razredu, ko za nekatere sem še župnik, nekatere župan, tako da je zanimivo s temi otroki se pogovoriti. Se pravi, na Mladi svet stoji, za podmladek v vaši občini ni bojazni? Ja, po moje ne, ker mladih je izredno veliko, tudi rojstev je izredno veliko. No, če smo letos imeli vpis v 3 razrede, bo v naslednjem letu že se las spremenilo, kajti kaže, da bo blizu 60 otrok za drugo leto za vpis v prvi razred. Se pravi, da rastejo. Za Kozjansko, kjer je bistveno drugačna slika, kje druge, je občina Podčetrtek res rast otrok izredno velika. Poskrbite tudi za novorojenčke, date staršem kakšno simbolično to je darjece? Že občina, že mislim, da preko 10 let imamo 300 evrov za novorojenčke. Turizem, to je pa zelo pomembna panoga pri vas. Izredno pomembna panoga. Prvi vrsti lahko rečem, da ustvari tudi kar veliko delovnih mest, po drugi strani tudi ustvari denar, tudi občina dobi neko turistično takso iz tega, tako da lahko rečem izredno pomembno. Je pa res, da je zdaj zadnjo leto tudi turistične takse in tudi ostalega je bilo bistveno manj. Predvsem sem se bal, da bo zelo težko turizem zaživel, pa je v trenutku zaživel. Mi smo bili celo bistveno hitreje od ostalih. To po zaslugi, lahko rečem, tudi turizma Podčetrtek in pa tudi vseh segmentov, Term Olimia in ostalih, Term Olimia predvsem, ki so se zelo hitro odločile za prodajo svojih storitev. Tako da lahko rečem, da je letošnje poletje bilo izredno dobro, da je izredno veliko ljudi prespalo, da smo gostili kar veliko športnikov, zdaj v kratkem 2 evropska prvenstva, evropsko prvenstvo v pikado in badmintonu. In da je celotna destinacija dobro zaživela. Posebej dobro je pa to, da v času covida so vsi nekaj investirali, vsak je nekaj naredil. In vsi, ki so malo večji ponudniki pri nas, lahko rečem, so dobili ali neki novi del restauracije, ali parkirne prostore, kot naprimer pri Termah Olimia, ali novo kuhno, ali urejeno slaščičarno. Term Olimia delajo tudi novo kotlovnico. Skratka, lahko rečem, izredno veliko stvari se je naredilo in turizem bo v Podčetrtku in okolici prav gotovo zaživel. Tukaj moram tudi poudariti, da smo se 2 leta nazaj združili tudi z občino Kozje in Bistrica ob Sotli kot nek turistični subjekt, da poskušamo dobro sodelovati, da poskušamo prodajati tudi njihove zadeve, ki jih je veliko. Nenazadnje občina Kozje ima zelo urejen grad in še kaj. In da ravno v tem sodelovanju se da nek napredek narediti. In tukaj se je zelo izkazal Boštjan Misja, ga bova izpostavila, ker je povezal vse te dejavnike skupaj, pa številne prireditve, ki se organizirajo v vaši občini. Ja, to sem morda pozabil povedati, prireditev imamo izredno veliko in ravno to, v letošnjem letu, to je zelo težka zadeva, organizacija prireditev, ko ne veš, kdo je bolj pameten, kakšne papirje, kakšne dokumente je potrebno vse in potem se ti zgodi še tako kot zdaj, žal, ko bi moralo biti v soboto Siddharta nagrado že, pa pač je bolezen v tej skupini in tako naprej in moraš spet neke stvari drugače obrnati. Skratka, tu z prireditvami in temi ostalimi zadevami veliko dela. Je pa res tudi, da turizem Podčetrtek je pridobil tudi izredno veliko razpisov. In ravno na Banovini, Virštanju, lahko rečem, da je
urejena zdaj digitalizacija, ker imamo pa digitalno, se pravi mizo, interaktivno, potem pa VR očale in vse ostalo. Na tej, mislim, tukaj je, mislim, da pridobil okoli 200 000 evrov. Vse še gre na miza v Olimje, potem pa za promocijo 30-40. Skratka, en sam človek, ki dela, je direktor, pa tudi nosi miza ali kaj že, tudi zna še pridobiti kar nekaj sredstev. To lahko rečemo, da smo pol tudi imamo to uspešno organizacijo. Ja. In župan, na tole Banovino ste res zelo, zelo ponosni. Ko pride človek do te stavbe, se mi zdi res prava atrakcija, pa na nek način se čas ustavi, da se lahko res malo sprostimo. No, gledajte, to je en od kulturnih spomenikov, za katerega je tudi bilo mišljeno, da ne bo nikoli se nič zgodilo, pa se je, samo par let je potrebno. Tudi to stavbo smo kupili od Kmetijske zadruge Šmarje leta 2015, ogromno nekih hipotek, zbrisov, da smo to rešili, potem projektiranje, ta obvozna cesta, o kateri smo prej govorila, ki se zdaj tu vidi, tam, kjer je beli kombi, in pa če rečemo k temu, da je bilo potrebno ta prireditveni prostor, parkirni prostor spredaj narediti, pločnik in vse ostalo, potem pa iti v stavbo. Ne. Stavbo pa se zadnjič vaši oddaji povedal že Penca, ki je sprojektirala po moji oceni tako, kot je bilo treba. Tu so tudi, lahko rečem, bili pregledi razni od kulturnikov in vse ostalo, tako da je res neki kulturni spomenik in dodatno k temu je pa pač dala ta interaktivnost. Zdaj, ko bo čisto dokončana, jaz mislim, da v roku 10 dni bo še ta interaktivnost, da bo vse delalo, to nas Face kličejo, bo to tudi Face prodano. Tako da, to je ena zadeva, po drugi strani pa želim, da bi tu se prodajalo vino najmanj po 5 evrov, ne, da ne bi poniževali vina, tako kot ga veliko krat ponižujemo, in da bi dali to, bom rekel, neki pečat našim vinogradnikom, da bi vinogradniki tudi razumeli, da se da morda delati tudi drugače. In še to moram povedati, da tudi ta stavba je bila v evropskimi sredstvi, večina sofinancirana, tako da občina Podčetrtek ni imela nekega strašnega vložka, po moje ceni bo pa veliko dobila. Torej, ljudje zelo, zelo zadovoljni. Ob odprtju tega posebnega centra smo videli navdušenje tudi strani vinogradnikov, zadovoljni, res, rekli ste, nobenega poniževanja, cena bo takšna, pa en poseben vinomat imate. Ja, vinomat je pa res takšen, ki imaš, v katerega lahko staviš 4 vina. Ta vinomat bi bil lahko zunaj, pa bi rekli lahko fontana vin. Ampak to za nas ni, ker fontan je sorazmerno dovolj zdaj. Mi imamo vinomat, kjer priješ notranji prostor za kartico, lahko se odločiš, kjer vino boš pil in lahko piješ od 0,3, 0,5, deci, 2 deci. To bomo mi še lahko nastavljamo, koliko pa želimo. Ampak zanimivo pa je in ta prostor, ki ga tudi zdaj vidimo na posnetku, je zelo pridobil. Kakšen je bil, tisti, ki so poznali, bi rekli, da je to nemogoče, da se to tako uredi. In zelo dobro županovo vino, dobro ohlajeno. Tako, županovo vino pa imamo še nekaj lanskega, letošnjega pa kar veliko. Kako izbirate to županovo vino? Županovo vino je vsako leto izbor vin. Jaz sam se odločim, letos konkretno sem se odločil za Belo zvrst in tisti, ki dobi najvišjo oceno, ima županovo vino. To so kar visoke ocene, preko 18,3-4 ima to Bela zvrst in to lahko rečem, da je to izredno visoka ocena za Belo zvrst. Komu in čemu bo zdaj namenjen ta center? Tudi poroke bodo? Poroke imamo v Podčetrtku izredno veliko prostora za poroke. Minoritski samostan, ki je tudi vlasti občine Podčetrtek, potem je Lenov greben, veliko se poročajo tudi v termah Olimja. Možnost je bo tudi tukaj, če bo se kdo želel poročiti, brez kakršnega problema ga bomo z veseljem poročili. Drugače pa seveda se bo tu prodajalo vino, kot smo rekli, pa prodajale se bo tudi te interaktivne usluge, se pravi ogledi. Tukaj boš videl vso zgodovino Virštanja in okolice. Na VR očalih boš pa lahko se v različnih časih sprehodil skozi vinograd, lahko boš potrgal kaki grozd, skratka, to je za občutek izredno dobro. Kaj pa vinogradniki, kaj pravijo na to?
No, vinogradniki so večina zelo zadovoljni, ampak mislim, da bojo bolj zadovoljni, ko bomo mi res to spravili v funkcijo. Ne? Mi bi že pravzaprav to spravili v funkcijo, če ne bi bil ta drugi projekt tudi še se pravi interaktivnost. Tako da ta pa bo, ko bojo oni zelo veseli, ko se bo njihovo vino uspešno prodajalo. Tukaj sem spodi tudi kultura, konec koncev tudi vaša številna društva, če omenimo samo te vaše pridne gospodinje, ki pripravljajo odlično pecivo, se mi zdi, brez njih pa ne gre na dogodkih, prireditvah. Ja, teh imamo pa kar veliko, no, ampak ravno tudi kmečke ženske, ki so pa združene v bistvu ne samo z naše občine, ampak Šmarja, Koziga, Podčetrtka in Bistrica ob Sotli, te pravzaprav sodelujejo na vsaki prireditvi z peko raznih specialitet njihovih. Imamo tudi srečanja večkrat z njimi, pripravijo tudi ob Lovrenčevem sejmu v Podčetrtku tudi kuhanje bučkine juhe. No, to smo se s predsednico nekako dogovorila, da bomo spremenila. Jaz sem bolj specialist za ocvrtega piščanca. Imel sem pa zmeraj tukaj pač predsednik komisije na bučkini juhi, pa se mi zdi, da smo zdaj že jih dosti probali, tako da verjetno drugo leto bo sprememba. Skratka, to je veliko takih ljudi, no, veliko tudi društvo vinogradnikov, Viršteljkov, Zjanskov, ki tudi, ne, ste videli na otvoritvi različna vina, druge stvari, prošjače, v glavnem več tudi hrane, kaka salama se najde in tako dalje. Tako da veliko takih društev, ki aktivno sodelujejo. Pa še ostale, recimo, društva, ki bi zdaj omenili. Veliko dobrih pevcev imate, glasbenikov. Absolutno, pevcev, glasbenikov, potem športnih društev. Gasilci. Gasilci, skratka, tako kot druge, ampak pri nam je preko 40 društev, ki, lahko rečem, zelo aktivno dela. Tudi sami ste glasbenik po duši in srcu? Sem rad zaigram, rad zapojem, moram pa povedati, da imam malo priložnosti in da vidim, da časi sem že zdaj malo bolj slab, kot sem bil nekoč so nekatere zadeve bolj tekle, je pa res, da ko je pa priložnost, pa rad zaigram. V petek je bila tudi slavnostna seja v Termah Olimje. Ja, v Termah Olimja s prisotnostjo podpredsednika vlade, ministra z našim koncem Zdravka Počivalška in gospoda Koritnika, s katerim pa moram reči, da tudi aktivno sodelujeva, namreč saj v pogajanjih, ki se tičejo občin in tudi različnim razgovorih. Povedali smo, kaj smo naredili, povedali smo, kaj želimo narediti, pa podelili smo priznanja. Kdo so prejemniki priznanj? Priznanje župana občine Podčetrtek je dobil Boris Počivalšek, krajan Imenega, ki je v bistvu bil preko 30 ali pa blizu 40 let zaposlen na Elektro Celje, ki je naše kraje pravzaprav dal vode skoraj vse pod zemljo, tako da imamo res urejeno ta električno infrastrukturo tudi dosti močno. Aktivno je sodeloval tudi različnih društvih. Nogometni klub Imeno, ki vzgaja mlade otroke in dom mladincev, in pa Sandi Gobec, ki je pa vrsto let že, se pravi, poveljnik društva, gasilskega društva Pristova, zdaj občinski poveljnik in pa tudi je predsednik civilne zaščite, ki je pravzaprav v zadnjem času, sploh zadnja 2 leta, izredno veliko delal, predvsem zaradi covida. Torej, najzaslužnejši so prejemniki letošnjih občinskih priznanj. Je težko izbrati prejemnike priznanj, ker vem, da je veliko predlogov? Ne, moram tako reči, da ni težko izbrati, je pa res, da mi vse leta delamo na tem, da ni več kot 3. Samo zadnjo leto, ko pridejo, ko imamo možnost dati komu naziv častni občan, ampak tudi tega ni veliko, se mi zdi, da tam, kjer je veliko priznanj, pol ni to tisto. Tiste prave teže, ne? Tako teža in mi to res delamo na malem, 2, 3, 4 priznanje, kar se mi zdi zelo dovolj. In tako da ti, ki so dobili priznanje in ko dobivajo priznanje, si ga pa prav gotovo zaslužijo. Se mi zdi, župan, kolikor vas poznam že ta vrsta let, pri vas ni besede, ne gre, ne znam, ne zmorem, vedno s to pozitivno energijo naprej, samo načrti, kakšni so ti zdaj za v prihodnje?
No, nekaj smo ji tako povedala, mi mislimo zdaj tale infrastruktura tako in tako teče. Verjamem, da bomo to čistilno napravo po četrtku tudi zgradili. Seveda pa imamo v planu en večnamenski center, ki ga zdaj trenutno projektiramo. Ta center naj bi tudi služil za promocijo, za izobraževanje v turizmu, kjer bi bila tudi tržnica, večja dvorana, tako da to verjamem, da bomo tudi uspeli dobiti kakšna evropska sredstva. Veliko pozornost bomo posvečali tudi gradu in kašči, to sem tako že prej omenil, seveda pa tudi predšolski in šolski vzgoji. Verjamem, da bo ministrstvo, tako kot smo že prej ugotovila, tudi vse naredilo, da bo prišlo do izgradnje te dislocirane enote. Morda se še pa pojavi tudi katera druga zadeva. Seveda bomo pa v naslednjem letu poskušali narediti nekaj več za, moram točno povedati, za pravo organizirano parkirišče za avtodome. To pomeni, da ne bomo imeli več avtodome povsod nametane, ker imamo kar tako kot je v Sloveniji, ampak da bomo zahtevali, da pridejo na določeno mesto, kjer bodo tudi ustrezno morali nekaj dati, se pravi plačati prevez, če lahko rečemo po domače. Se pravi to v vaši občini pa nasplošno v Sloveniji? Ampak mi bomo za našo občino, moramo tukaj, moram reči, narediti red. Zdaj ravno pri športni dvorani želimo narediti nekaj manjših prevezov in pa v Olimju, kjer zdaj projektiramo parkirišče in tudi za avtodome, tam vidimo, da se večkrat parkirajo in zato bomo tudi to naredili. Ampak seveda to, kar jaz skozi zagovarjam, da če dobiš dobro uslugo, jo moraš tudi plačati. Tako je. Župan občine Podčetrtek Peter Misja, lepa hvala za vaš obisk v današnji oddaji Župan z vami. Hvala pa tudi vam, gledalke in gledalci, ker ste bili v naši družbi. Zaključili boste oddajo vi, seveda, gospod župan, s poslanico, torej z nagovorom vašim občankam in občanom. Izvolite. Spoštovane občanke in občani občine Podčetrtek, vesel sem, da sem v preteklosti dobro sodeloval z vami in želim, da tako sodelujemo tudi naprej. Želim vam veliko optimizma, dobre volje in ostanite zdravi.